Živjo, moje ime je Ivo in zelo rad gledam filme, še raje pa sem v vlogi igralca. Veselim se drugega dela filma Košarkar naj bo. O tem, kako so ga snemali, pa se bom pogovarjal kar z dvema glavnima igralcema. Ivo! Pridite na igrišče, živjo! Ne, samo pol. Kaj v drugem delu filma lahko poveste, da ne izdamo vsega? Da se bo igralo veliko košarke, veliko se bomo imeli radi. Nekdo bo prišel in malo zmešal štrene, ampak to sem ti pa zdaj že preveč izdala. Vaju je kaj strah, kako bodo drugi gledalci sprejeli film, glede na to, da je bil prvi zelo popularen? Jaz sem zelo samozavesten, da smo ta film zelo super naredili, ne? Komaj čakam, da vidim, kako se bodo ljudje odzvali, drugi otroci in tako naprej. Zelo sem vesela, no. A si se s košarko ukvarjal še preden si dobil vlogo v filmu? V bistvu, vlogo sem dobil glih zaradi tega, ker sem se s košarko ukvarjal. Jaz sem treniral kakšne 10-12 let že predtem. Po mojem je bilo to zelo dobra stvar, da sem delal kot tudi igralec. Si bila kot osnovnošolka kaj podobna Metki? Obe sva precej pozitivni punci, sva delovni, ambiciozni, radi uresničujejo svoje sanje, radi se ukvarjava z umetnostjo. Kako pa ti gre košarka? Joj, ja, bom rekla, da precej slabš kot reklemno, ampak nikoli ni bil to moj najljubši šport. Kako si se v osnovni šoli usklajeval s šolo in košarko, pa še s punco, če si jo imel? Ja, imel sem jo. Glih zaradi košarke mi je dal mi je to nek red in disciplino. Kako si zapomnil ves ta tekst za snemanje? Lahko rečem sam, da se nisem. Ponavljali smo, 10-krat smo ponovili in potem so na koncu to nekako sestavili skupaj. Ustvarjalci filma Košarkar naj bo obljubljajo, da je drugi del še bolj zabaven in napet. Film je že zaokrožil po kinodvoranah, zato predlagam, da preverite, če to drži. Jaz zagotovo bom. Čau!